Predstavljaj si, da stojiva en nasproti drugega in jaz na tla narišem številko 6. Kaj boš videl? Verjetno iz tvoje strani bo ta številka 9. Jaz pa vidim številko 6. In ko se začneva pogovarjati, kaj kdo vidi, lahko zelo hitro med nama pride do zatika, ker jaz vidim drugačno realnost kot ti. In to je točno tisto, kar se trenutno dogaja v svetu. Ne samo kolektivno, ampak tudi zate, zasebno, osebno. Znajdeš se v situacijah, v katerih vsaka oseba vidi drugačen svet, drugačno realnost, drugačno sliko. In kako je to mogoče? Morava iti malček nazaj. Torej, predno si se utelesil na ta planet, si imel že marsikatero utelesitev, marsikatero preteklo izkušnjo in prišel si s svojo prtljago, s svojimi izkušnjami. Prav tako pa tudi tvoja mami, tvoj partner, tvoj šef, voditelji države, vsak od njih je duša na samostojni poti, ki ima svoj nahrbtnik izkušenj in svoj nahrbtnik spominov iz preteklih življenj. In kar naenkrat se znajdemo vsi skupaj tukaj na planetu Zemlja v izkušnji. In ko gledamo na tla, vidimo v isti situaciji različno sliko. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo kot duša različne pretekle spomine in izkušnje. Ne samo v tem življenju, ampak tudi v preteklih utelesitvah smo si izbrali različne izkušnje in posledično imamo drugačen pogled na isto situacijo. Kar sploh ni napačno, nič narobe, če vsak prihaja iz svojega okolja in iz svojega balona izkušenj. Ampak, ko pridemo v situacijo, v kateri se zataknemo, kjer se kregamo, kjer imamo nek prepir ali nesporazum, je izjemno pomembno, da smo sposobni iti pogledati na drugo stran, kako druga oseba doživlja isto situacijo. Se pravi, ker boš rekel, ja, Tjaša, na tla si narisala številko 9, jaz pa ti bom rekla, ne, 6 je. Namesto, da bi se skregala, kdo ima prav, bom jaz rekla, ok, pridi ti k meni na mojo stran pogledati, kako jaz vidim to situacijo. In ko boš prišel okoli in pogledal, boš rekel, pa res je številka 6. Potem pa boš še ti mene povabil na svojo stran in bom jaz pogledala iz tvoje perspektive in ugotovila, da ti res vidiš številko 9. Se pravi, ko si bova dovolila prostora integracije, komunikacije, pogovora, da vsak izrazi, kako je zanj in zakaj on tako doživlja, bova ugotovila, da v resnici je ista realnost za vsakogar od naju drugačna. Šele takrat se bova lahko strinjala, da imava v bistvu oba prav, vsak na svoj način. In to je tisto, kar se trenutno dogaja s svetom in s teboj osebno. Potreba v tebi je, ne da se postaviš na eno stran realnosti in sediš na svojem štoru prepričan, da imaš najbolj prav, čeprav po svoje imaš, ampak da si odprt in voljan iti na drugo stran pogledati, zakaj ta oseba tako razmišlja, kaj so njene izkušnje, ki so jo pripeljale do tega, da vidi to situacijo na tak način. In to je preskok zavesti, ki se trenutno dogaja na planetu Zemlja. Planet Zemlja odrašča, zavedanje se spreminja, kot človeštvo odraščamo z njim. Iz 3. dimenzije se premikamo skozi 4. dimenzijo v 5. dimenzijo. In zato, da bomo lahko skočili iz ene dimenzije v drugo, moramo biti zdaj voljni, pripravljeni, hoditi malček sem in tja in se pogovarjati, komunicirati, se povezovati in integrirati, namesto da se ločujemo na leve, desne, ta ima prav, ta ima narobe, ta tako razmišlja in to ni v redu, jaz prav razmišljam, ker jaz imam to izkušnjo. Ločevanje je zdaj izven mode. Kar mora priti noter v trend, je povezanost, sodelovanje in integracija. Pa pojdiva en korak naprej. Zagotovo si me že slišal govoriti o preskoku zavesti iz 3. v 5. dimenzijo. Kaj to pravzaprav pomeni? V 3. dimenziji smo ves čas v preživetju, v energiji strahu, kontrole, ločenosti. Držimo se svojega in nočemo popustiti. V 5. dimenziji pa ne gledamo ozko, ampak gledamo širše. Smo v energiji povezanosti, v vodstveni energiji, v energiji kreacije in dejansko v jasnosti. Vidimo širšo sliko. In zdaj, kjerkoli imaš ti trenutno v svojem življenju zatik in problem, je to zaradi tega, ker te tvoj 3D, del tebe, na katerega si bil toliko navezan, skozi katerega si celo življenje živel,
drži v ujetosti ozkega, majhnega pogleda. Tako skozi lino gledaš v svoje življenje in misliš, da je samo to res. Ko boš pripravljen v dani situaciji se spomniti, 6, 9, se pogovoriti z osebo nasproti, s katero imaš izziv, ali za situacijo, v kateri si, jo pogledati iz drugega zornega kota, se bo ta tvoj ozek pogled razširil in kar naenkrat se boš premaknil v 5. dimenzijo, kjer je večje zavedanje. Most, ki nas pelje iz 3. v 5., je pa 4. dimenzija in to je ljubezen. Se pravi, če greva nazaj, sediva oziroma stojiva drug nasproti drugega, na tleh je 6 oziroma 9 in zdaj, če imava midva med sabo ljubezen in željo po integraciji, ker se imava rada, bova bila pripravljena iti pogledat na drugo stran, kako je za drugega, kaj ne? Torej, ljubezen je tista sila vesolja, tista moč življenja, ki nas pripravi do tega, da vstanemo iz svoje ozke strukture, vsega, na kar smo bili navajeni in smo se pripravljeni premakniti naprej v neko novo izkušnjo, v ekspanzijo sebe. To, kar se trenutno dogaja v svetu, je preprosto samo odraz tega. Smo majhni otroci, ki sicer v odraslem telesu še vedno vrtimo iste filme, iste zgodbe, ista prepričanja, isto ozko lino, držimo se jo kot neka boja na morju in nočemo spustiti, ker nas je strah izkušnje, kaj bo, če spustim to, kar verjamem že celo življenje. Potem pa v življenje pridejo situacije in ljudje, ki nas malce potrigirajo, nam pritisnejo na gumbe, ker njihova realnost je drugačna. In v bistvu tvoja duša si je pritegnila te ljudi, z namenom so tukaj, zato da ti pomagajo se spustiti od te tvoje boje in zaplavati morda še kam drugam in doživeti, da v bistvu pa obstaja širše morje in tudi kakšen lep zaliv izven tiste tvoje boje, na katero si pripet. Torej, vsi ljudje, ki te trigirajo, ki pritiskajo na tvoje gumbe, za katere si prepričan, da imajo narobe, katere obsojaš, so pravzaprav darilo tvojega življenja. Darilo za tvojo dušo, da pogledaš izven svoje omejitve, izven svojih pravil in izven tega, na kar si navezan. Da si pripravljen iti na drugo stran pogledati, kako druga oseba doživlja. Na tak način, ko odpreš svoje srce in ko si pripravljen to storiti, boš ugotovil, da obstaja veliko širši svet od tega, na kar si ti navajen in zagotovo se boš marsičesa naučil. Lahko da boš na koncu ti še vedno prepričan, da je tvoja pozicija pogleda bolj prava od tiste druge, ampak vsaj vedel boš, da obstaja. In na tak način si boš razširil svojo mentalno matrico in sprejel v svoje polje kakšno novo kodo, kakšno novo informacijo in postal bogatejši za izkušnjo. Torej, v 3. dimenziji verjameš, da imaš najbolj prav, obsojaš druge ljudi, ki razmišljajo drugače, si kritičen, analiziraš in kontroliraš vse, kar se dogaja izven tega, kar ti verjameš, da je prav. V 5. dimenziji pa si pripravljen odpreti sebe za več informacij, za več novega znanja, za več novih izkušenj in dovoliti soobstoj različnih realnosti. Kajti na koncu smo samo duše iz različnih delov vesolja zbrane skupaj na planetu in četudi smo si enakovredni, si nismo enaki. Vsak prihaja od drugje z drugo svojo zgodbo. In ta proces preskoka zavesti, ki se trenutno dogaja, nas vabi v to, da se naučimo sodelovati, povezovati, se imeti radi, tudi ko razmišljamo drugače. Ali lahko sprejmeš svojega starša, čeprav ima na neko situacijo drugačen pogled? Ali lahko greš s svojo suverenostjo in v integriteti svojega bitja za svojo top izbiro, če tudi veš, da se tvoj oče s tem ne bo strinjal? In tukaj je ta odraslost, v katero te vabi ta premik zavesti. Nisi več majhen otrok, ki ne čuti lastne vrednosti in išče prepoznavo od zunaj in ga je strah, da bo izgubil ljubezen, če bo živel sebe, ampak si odrasla oseba, ki lahko in je prav, da sidra sebe, živi v svoji integriteti in gre za svojimi top izbirami. In torej, ta celoten premik zavesti se kaže skozi vsa tvoja področja.
v odnosih kontroliraš, nadziraš, si ljubosumen, te je strah, kaj se bo zgodilo, ne preboliš bivšega partnerja, ker še vedno verjameš, da je on najboljši, namesto da bi se postavil v sedanji trenutek in ugotovil, da je morda še kakšna duša, ki je primerna zate. Ves čas si v nekakšnem nadzoru, kontroli in stiski. Ko pa si dovoliš preiti na drugo stran, v 5. dimenzijo, se pa zavedaš, da je vsega dovolj, da je ljubezni dovolj za vse, da je dovolj povezav, da je dovolj vsega, kar posledično pomeni, da lahko spustiš kontrolo nad osebo in jo sprejmeš takšno, kot je, in jo nehaš spreminjati po tem, kar ti verjameš, da je prav, ampak dovoliš njej njeno utelesitev in njeno dušno pot. Ti pa se zase odločiš, ali je to zame skladno ali ne, in greš naprej v svojem življenju v skladu s tem. V svojih odnosih torej imaš velik portal rasti, da spustiš to, kar te drži v krču, in si daš prostora, da zadihaš. Kaj pa na področju tvojega telesa? Ko smo v 3. dimenziji, stalno spreminjamo telo, nikoli nam ni dovolj všeč in hujšamo in ta in tista dieta in stalno se forsiramo, prihajamo do izgorelosti, zato ker vrednost zase iščemo v svojih zunanjih dosežkih in v našem izgledu. In nič narobe, če športaš in zdravo skrbiš za svoje telo, ampak kaj je zadaj, kaj je vstopna energija v vse te tvoje načine delovanja? Ali pa na drugi strani življenje te vabi v rast in se ne soočiš in se raje odločiš iti v neko odvisnost in se zakoplješ v tiste svoje slabe navade, za katere sam dobro veš, katere so, ker misliš, da ti bo to odtehtalo. V resnici pa te vabi življenje, da greš v 5. dimenzijo in da si pogledaš iskreno v oči, vidiš, kje je prostor za tvojo rast in tam narediš korake naprej. Tudi če nimaš zagotovila, kaj te čaka na drugi strani. Vedi pa, da vsakič, ko izbereš pogumno dejanje, se ne zakopati v svoje odvisnosti in v otopelost telesa, ampak poskrbiš zase v ljubezni, v zavedanju svoje lastne vrednosti in v zalivanju sebe kot svetlice z vsem tem, kar tebe napaja, takrat sidraš 5. dimenzijo in takrat ustvarjaš veliko bolj zdravo okolje zase. Kaj pa recimo na področju dela? Ja, ko smo v 3. dimenziji, takrat hodimo v službo samo zato, da zaslužimo denar in plačamo položnice in umiramo na obroke v delu, ki nam v bistvu ni všeč. Ampak zdaj že imaš zavedanje, da to te ne bo pripeljalo nikamor, zaradi tega, ker boš samo zbolel, imel boš malo energije, odnosi bodo slabi, denarja pa ne bo toliko veliko več. Se pravi, ta stari način delovanja ne pije več vode in pomembno je, da se nam prižge žarnica nad glavo in da nam naredi ting, tako več ne gre. Duša je prišla, da sebe izrazi, da ti izraziš svoje talente, da zaživiš sebe, da se daš v delo, v katerem resnično uživaš, v katerem si ti s svojimi viri doprinos. In ko to pogumno storiš, ko greš ven iz službe, ki te ubija, v okolje, v katerem ti sebe bolj pogumno izraziš, kjer dejansko deliš svoje darove, ali pa v sedanji službi to narediš, ker morda služba sploh ni nič napačna, ampak ti v njej nisi izrazil svojih darov, se premakneš v 5. dimenzijo in tam kar naenkrat začne obilje teči v tvoje življenje. Ker kaj pa je obilje drugega kot pretok energije? Zakaj bi ti vesolje, življenje, dalo vire obilja za delo, v katerem ti ne uživaš in v katerem se trpinčiš? Saj življenje noče, da ti trpiš. Torej, nagradilo te bo tam, kjer si, v pretoku, v užitku, v lahkotnosti, v izrazu svoje ljubezni. In torej, to je samo nekaj primerov, da lahko opaziš, kje še imaš prostor za rast in da se zavestno soočiš s svojim preskokom zavesti iz 3D v 5D skozi 4D, ki je portal ljubezni. Torej, če povzameva, zdaj ni čas, ko prelagamo odgovornost na ven, kajti to počne 3D. 3D je žrtvica, za vse so drugi krivi, on je v redu, on nič ne rabi spremeniti, vse ostalo se mora zgoditi zanj in pasivno čaka, da se zgodijo stvari. Kaj pa dela zavestni kreator v 5. dimenziji? Ve, da njegova vibracija ustvarja njegovo situacijo in torej kreira svoje življenje kot kreator, s tem, da aktivno gre za vibracijsko skladnimi izbirami, s tem, da se sooči s svojimi portali rasti in da se zaveda, da je v bistvu duša prišla doživljati vse to. Tudi tisto rano, ki jo imaš,
si jo prišel pozdraviti v to življenje. Zato pa ti jo tvoj partner aktivira, zato da jo ti lahko pozdraviš. In torej v 5. dimenziji smo mi vodje svojega življenja, smo kreatorji, smo aktivni in moč postavimo vase in vemo, da je vse mogoče za nas, ko gremo aktivno v smer tega, kar si želimo in s svojimi izbirami, mislimi, vibracijami in dejanji gremo v smer našega top daja. 3D gre ven iz sistema in zelo jasno vidiš sam pri sebi, tam, kjer te stiska, tam ti buta 3D in te vabi, pojdi, gremo čez, ni več prostora za 3D. Zakaj ne? Zaradi tega, ker se bo celo človeštvo dvignilo v 5. dimenzijo. Zato, ker bo planet Zemlja se dvignil v 5. dimenzijo in ni več prostora za te načine delovanja. In ko te stiska, ko se tvoja kozmična zanka na polno zateguje, pomeni, da si v bistvu na pragu tega, da popolnoma spustiš to kontrolo in strah in to pasivno čakanje in se odrineš v drugo vesolje. Dobesedno v izbiro, da si ti kreator svoje realnosti in začneš tako tudi delovati. In torej, če zdaj pogledamo v dogajanje v svetu, bomo videli, da vse to, kar se dogaja zunaj nas, je samo ogledalo tega, kako delujemo mi v svojem zasebnem svetu. Zunanja vojna je tvoja notranja vojna, ki jo morda zganjaš sam s sabo v odnosu do telesa, s partnerjem, z družinskim članom. Zunanja nesodelovanja so samo ogledalo tega, kako mi v svojih intimnih odnosih ne sodelujemo. In namesto, da greš ven, spreminjati in reševati svet, dojemi, da si ti delček tega sveta. Kar pomeni, da ko ti v svojem intimnem okolju, v svojem osebnem svetu začneš delovati drugače, začneš sidrati drugačno vibracijo in tako se bo kot domino efekt postavila tudi družba. Ni druge. Ko spremeniš svoj notranji svet, se tvoj zunanji svet spremeni, kajti tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo. In zato je to moja spodbuda, da vzameš vso svojo pozornost iz zunanjega sveta, iz kontroliranja prihodnosti in se postaviš v sedanji trenutek, kjer je edini trenutek moči. In na podlagi jasnosti, ki si jo prejel, sebe premakneš iz 3D v 5D.